Lepo pozdravljeni. V tokratni vroči temi bomo pospremili na svetlo, da tako rečem, novo knjigo doktorja Jožeta Dežmana. Ta knjiga pa se imenuje, tule z nami je Huda sprava, to je naslovnica, seveda pa jo je doktor Dežman tudi prinesel še svežo iz tiskarne v studio. Knjiga bo predstavljena javnosti marca. Vendar sem jaz, moram priznati, s pomočjo umetne inteligence, ker knjige še nisem imela v rokah, bi jo sicer prebrala, izbrala nek citat, za katerega zdaj prosim doktorja Dežmana, da ga odkljuka, preveri, ali je res, potrdi. Namreč takole pravi umetna inteligenca, da ste vi rekli, navajam. Sprava ni prijazno kramljanje ob kavi. Sprava je hudo delo arheologov, forenzikov in zgodovinarjev, ki morajo iz blata potegniti resnico, ki smrdi po smrti, da bi mi lahko dihali svež zrak. To se mi je zdelo pa tako lepo, da sem rekla, to je pa citat za začetek. Ja, veste, kako jaz verjamem, da je bistvo tega sporočila te knjige ravno to, a ne? Ja. To je 35 let, ta komisija obstaja, imela je različne faze, bomo kasneje ob tejle mogoče knjigi nekaj rekli, ampak tukaj se postavlja ob razmeroma skromnem delu ravno to veliko sporočilo. Ne? V teh 35 letih, in zdaj, če gremo na 35 let Republike Slovenije, so bili to temeljni koraki, jaz ne bom rekel, da je to sprava, ampak to so bili v tej slovenski kulturni vojni, so se dogajali temeljni procesi, ki so vodili k razumu, k zdravi pameti, to pa pomeni k resnici. In ta pot je bila razmeroma zapletena, je bilo treba se usposobiti po različnih strokah, če tukaj vzamem samo eno je kriminalisti, drugo je topografija in zgodovinarji, potem so bili speleologi, pa arheologi, pa antropologi, pa identifikacija in na koncu vidimo, da je najhujša znanost je pa pogreb tukaj. A ne? In v teh, jaz bi rekel, v teh prispevkih imamo celoten spekter teh prizadevanj in glede na prispevek, recimo tudi dekana Gnidovca, ki pa le govori o eni univerzalni odgovornosti do pokojnih, tudi do žrtev zločina, imamo eno razmeroma ambiciozno deklaracijo starih mož Nove slovenske zaveze, a ne, in tako naprej. In pa prispevke te nove generacije, ki vrta in tako prihajamo po 35 letih kljub vsemu do tiste bilance, ki rečemo, splačalo se je. Republika Slovenija kot demokratična država, ki želi spoštovati človekove pravice, ki želi biti pravna država, ob vseh težavah deluje. Citat pa moram reči, da ga ne bi upal takoj podpisati, da je mogoče celo boljši, kot bi ga sam... Boš naredil, podpišemo. Je pa nedvomno, no, temelj sporočila je pa tukaj boj za resnico, boj za stroko, boj za dialog v družbi o tem, kar odkrijemo. Ja. Torej, zdaj je to ta nova knjiga Huda sprava. Vi pa govorite tudi tu v tej knjigi in nasploh se bova pogovarjala o 35 letih dela Komisije Vlade Republike Slovenije za prikrita grobišča oziroma reševanje vprašanj prikritih grobišč. To je zdaj nekakšna bilanca in o tem bova govorila. Zdaj tisto, kar ste vi rekli, mimogrede navrgli, da je ta zadnji del najtežji, to je pa pokop sam. Tudi vi ste se oglasili na intervju Milana Kučana. Kaj je on rekel glede teh pokopov? Ja, veste kaj, jaz se bojim, da Milan Kučan dela v bistvu svoj zadnji veliki greh v življenju, a ne pravzaprav. Ne da upam, se mogoče še kakšnega večjega naredil, ampak že ta je zadost hud. On s svojimi izjavami dopoveduje dve stvari. Prvič, da poskuša, a veste, kam bi ga dal, a ne, ko so Nemci naredili razstavo zločini Wehrmachta, to so 90. leta, to ni tako daleč nazaj, je v Nemčiji nastalo eno gromozansko razburjenje, ker je bil mito fere, da je Wehrmacht v redu, SS pa Gestapo pa ostali pa niso v redu. Ampak tukaj pri nas je pa seveda tale druščina pa brani, zdaj je prav pravlično partizančno, a ne. Ampak to, kar mi preučujemo, so pa zločini partizanskega gibanja, zločini njegovega komunističnega vodstva in zločini komunističnih oblasti po drugi svetovni vojni.
To so nepredstavljivo hudi zločini, ki so povsem primerljivi s čemarkoli, kar so ti najhujši zločinci pravzaprav v svetovni zgodovini naredili. In ne da se, jaz bi rekel, prešlepati zgodovine, ne da se pobegati tej zgodovini na ta način, da ti oporekaš pravico do pogreba, da braniš Ljubljano kot mesto heroj in tako naprej. Vsa ta leta ukvarjanja z to smrtjo in kako smo jo delali, bi takole odgovoril in Milanu Kučanu in Zoranu Jankoviću in vsej tej druščini. Poglejte, komunistični ateistični pokop je en pojav, ki mrtve preseka na pol, kakor krjavala. Približno pol jih zgine. Ta polovica, ki ostane, pa nastane ena spominska pokrajina, ki ima skoraj 80% vseh spomenikov, raznih, od grobov, grobišč in tako naprej, je posvečena smrti. Se pravi, ena strašna smrt nas je obvila in ta smrt naj bi nas še zdaj krotila. Sveta smrt, pa ne sveta, nespodobna smrt. To naj bi bilo nekaj strašno različnega. To je rasistično izhodišče, ampak kje so pa problemi? Problemi so, da dejansko z zakonom leta 2003 so vse družinske, krščanske, partizanske grobove brisali iz registrov. V registru državnem je pa samo še 1000 lokacij z morebiti 20.000 pokopanimi. Se pravi, so pol svojih mrtvih izgubili. Ampak bodimo zelo nazorni. Tista tradicija, ki je tukaj najbolj skačevan, je življenje v laži. In bom kar nekaj nazornih primerov dal. Sveti Urh. To vsi vemo, da je tam partija vzpostavila centralno točko za obtoževanje cerkve in domobranstva kot genocidne, zločinske in tako naprej. Gre po oceni obeh strani za okrog 120 verjetnih zločinsko umorjenih, to sploh ni problem. Ampak ta hip na Svetem Urhu je v registru državnih grobišč piše, da je pokopanih 124 ljudi, 123 neznanih, en znan. To je popolna laž. Ker kljub vsemu okrog 80 mrtvih so tam odkopali, ampak noben ne ve, kaj je v tisti kostanci. A so to pokopani iz Urha, a so to iz Javorovce ene žrtve. Nedvomno imamo dovolj prepričljiva pričevanja, da so kar ene mrtve, ki so jih partizani umorali, potem vozili na Urh in tako naprej. Ampak Sveti Urh je laž. Tak kot je, ob vsej tragediji je laž. Najbolj nazorno bomo, pa zdaj take recimo, en zadnjih primerov je Cvibelj pri Žužemberku, tam je domnevno največje partizansko grobišče, ker to ni pokopališče, ta komunistični ateistični pokop nima pokopališč skoraj. Ima grobišča, tako kot so, skratka, zmečejo kosti, a ne. Tam piše v registru 1200 žrtev. 510 znanih, 690 neznanih. Imen je pa 400 in nekaj, ampak ko se kostnica odpre, je noter 300 mogoče skeletov. Se pravi, ob vsej tragediji, ob vsem poskusu narediti to umetno kolektivizem enega mogočnega junaka, ki straši, je to laž. To se pravi, tudi partizanski grobovi tako... Ja, popolna laž. Popolnoma netočni. Zato, ker človek kot posameznik ni bil nič vreden. In mi imamo zdaj en zanimiv primer v Radovljici, kjer ena družina želi svoje 3 mrtve imeti z imeni gor, ampak kaj? Tam piše 79 pokopanih. Se pravi, 29 znanih postalo neznano. To ni res zato, ker od teh 28 znanih sta 2 podvojena, to pomeni, da jih je 28, če jih je, ampak bo treba v kostnico pogledati. Drugo pa je, da ko pa pogledamo popis Inštituta za novejšo zgodovino za 2 lokaciji, ki naj bi bili tam centralni, se pravi Mošanska in Lipniška planina, jih pa dobimo 12 novih. Se pravi, gre za to, da človek ni bil nič vreden. Ja. In povezava med imenom in posmrtnim ostanki ni nič vredna. In bom takole odgovoril Milanu Kučanu. Če ste vi, premetavanje kosti je torej izviren produkcijski način pogreba, ki mu pravimo komunistični ateistični pokop. Če ste vi svoje mrtve takole grdo zmetali, zdaj pa zahtevate, da bi mi to še naredili z drugimi pokojnimi. Ne, če so družinski katoliški grobovi lahko lepo urejeni, pa zginevajo,
naj imajo tudi ostale žrtve, tudi partizanske. Ker vse to, kar je razmetano mimo Božje njive, po gmajnah, po križiščih, po kjerkoli, a ne kot ta demonstracija tega kolektivizma in strahu, se bo treba do resnice pridati in jaz verjamem, da bo najbolj spodobno, da jih počas lepo spravimo v en to, čemur se reče slovenski grob. In to je pa tisto, kar jaz ne razumem, kako je možno, da ti braniš mesto heroj in da v njem ne bo demografskih spomenikov. Pa to je slaboumno. Rado in Ksenija Hribar sta po mentaliteti Milana Kučana in Zorana Jankovića narodna izdajalca. Se pravi, pa sta pokopana na Žalah, potem, ko so ju končno odkopali. A ne? Jaz si ne predstavljam, da povejte mi enega človeka iz normalnega kulturnega kroga, ki bi to norost podprl. Jankovića ne podpira niti njegovi najožji, so ga poskušali na vse načine prepričevati, da bi karkoli ga pameti spravili, ampak on je zdaj šel čist na balkansko. Ne, če bo pa to, sem bil pa Ferenc ali pa Dežman, sem bil ta smejala. Je pa to ni, to je borba za spodobno tradicijo enega pogreba, enega pokopa, kjer je en človek, eno ime, en grob, če se da, če ne drugače, pa en spoštljiv odnos do vsakega mrtvega. In izvirni greh se v bistvu začne že v sami statistiki. Imamo seveda 600 grobišč, več kot toliko, prikritih grobišč. To je to, kar je raziskovala ta, ali pa še vedno raziskuje ta komisija. In seveda v vsem tem zmetanem, tako kot ste rekli, ta bolševistični pristop do smrti in do pogreba in do groba in do kosti, je notri izmešala tudi partizanske kosti, a ne? No, način hotela jih je čim bolj ločiti, ampak na koncu pridemo do tega, da so nesrečni partizani mogoče ta hip v slabšem stanju, kot so posmrtni ostanki iz Macesnove gorice v Kostanci v Škofji Loki. Kolateralna škoda vsega tega ideologije. Ampak zdaj pa, če bi človek šel zelo enostavno, mi ta hip, kljub vsemu, je v eni raziskavi možnih prikritih grobišč v kraških breznih jamah se je pojavilo skoraj 100 novih, potencialno. Kljub vsemu je mnogo podatkov, ki kažejo, da ta register smrti, v tej knjigi pravijo Hrvatje smrtopisa, da daleč ni kompleten, ampak ta občutje ene spodobnosti, kaj hočemo, da bo naš odnos do mrtvih, da bodo razmetani in nespodobni. In seveda, temeljni problem je ta, kako se obnašamo potem. Ta zloraba mrtvih v Dražgošah, kjer se dejansko tuli, poje, rjuje, zmerja in še kaj, ne? Ob tem, da zdaj spet vrniva vprašanje. Pogrebni zapisnik, se pravi protokol medvojni, govori okrog 32-33 pokopanih, zdaj se govori o 40, sam po vseh podatkih naj bi bili vsi posmrtni ostanki ali v eni leseni škatli ali pa Jan piše v bronasti, v tisti kanalizacijski cevi pod. In ta kanalizacijska cev je nekaj groznega. Zraven, to je ni ne kripta, ker tam zraven je skladišče za kakšne rekvizite in tako naprej. Tam noter bi mogli urediti prostor ene spodobnosti. To so Dražgoše, ne? Ja, to je ta barbarski. Ja, ampak je povsod tako, povsod je ta smrt samo orodje za propagando. Če greva spet lahko, ne? Ena znana legenda je bolničarka Mimica, ki postreli ranjence v jami Ogenca v 70-ih letih, ko so tam snemali eno nadaljevanko, so ti njene posmrtne ostanke našli, da so pa zgubljeni. So jih že ne 3-krat iskali, pa ne vedo, kam so jih utaknili. Ampak to je preprosto resnica, ki jo je treba sprejeti. In jaz sem tukaj čist spodobno, bomo mogli začeti partizanske posmrtne ostanke ravno tako iskati, identificirati in se končno prijeti do enih bilanc, z vsem spoštovanjem. Se vprašanje, kaj se sploh Milan Kučan vtika, ne? To je bilo zdaj 35 let dela te komisije za prikrita grobišča, menda ste vi nekaj našli, vendarle nekaj odkrili, pa kaj se ima zdaj nek starček zavtikati, kaj bo zdaj s temi posmrtnimi ostanki? Veste kaj, meni je žal,
meni je žal, da tale človek v bistvu uničuje tisto, jaz bi rekel, zmagovito esenco partizanstva, ki nam je dalo zemljo, ker hoče prikrivati pa drugi del, da je bil to režim, ki je šel hudiču zaradi lastne zgodovinske zavoženosti. In Milan Kučan, kdo pa je prodal partijo, kdo je zapustil partijo, Jugoslavijo, samoupravljanje zato, da je bil še par let predsednik. In zdaj bo pa še enkrat zavozil in zdraho delal in jaz preprosto, žal mi ga je, ne razumem ga, ampak škodo, ki jo povzročajo, bomo še en čas plačevali. Ampak v zgodovinske zapise kakšne slave, te njegove geste ne bodo doživele. Ja, no, lejte, saj omenili ste že tole drugo knjigo, ki pa izide na Hrvaškem, pa sta prav tako slovenska avtorja, to pa so Skrita grobišča Hrvatov v Sloveniji. Torej, kakšna je ta knjiga? Malce nam povejte, zakaj gre. Poglejte, to sta kolega, se pravi Mitja Ferenc, ki je dejansko 40 let in več veteran v tem področju. Jaz bi rekel, da prvi njegovi vpisi nekaj kočevskih morišč v registr kulturne dediščine so bili pionirsko delo. Še danes kultura ne zmore vpisovati normalno teh lokacij kot arheoloških lokacij v registr. In pa potem nova generacija, Uroš Košir, ki je prvi slovenski doktorant, recimo iz te težke dediščine prve svetovne vojne, in to je 800 strani. To je temeljno delo, ki postavlja standard, ki ga bo treba samo prevesti v Slovenijo. Ampak kaj nam ta knjiga govori v enem odličnem uvodu kolege Ferenca? Se pravi, umor, pobijanje, se pravi, brisanje tragova, skrivanje tabu. To je bilo, to se moramo zavedati, to je bila najbolj varovana skrivnost druge Jugoslavije. Bolj kot ne vem kaj. To je top secret. Vse investicije so šle od buldožiranja, skrivanja, zapiranja, tudi ubijanja ljudi. Potem je seveda do nastanka slovenske države in do, jaz bi rekel, tega simbolnega pogreba, do julija 90, kjer se kljub vsemu je resnica trkala na vrata. Ampak za te resnice, zaradi ene skromne knjižice, gre Drago Jančar sedeti, leta 75. Potem je to iskanje poti, se pravi od 91 do 2001, tukaj je dejstvo, da je ogromno dela se je upravila parlamentarna komisija, ki jo je blokiral levi blok, Pučnikova, Polajnarjeva prej. Potem je brez upa zmage je bilo tudi to, da se ni sprejemali teh evropskih dokumentov o obsodbi komunizma in tako. Ampak 10 let je bilo paralize. Mrtvi tek. Se je še Tine Hribar rekel, da bi pred kačo stala, kaj naj naredimo. Ampak potem se je pa le začelo, da so bili prvi prekopi, Slovenska Bistrica, Tezno, in da je se začela evidenca. In tukaj je šlo vzporedno, se pravi, Nova Slovenska zaveza, Mitja Ferenc, kriminalisti, in se do leta 2005 vzpostavi fond več kot 500 lokacij, naredi se ta razstava, spet zanimivo, ni mogla biti v Ljubljani, je mogla biti v Celju, in vzporedno gre pa ti veliki spomenik. Največji spomenik ga je naredila Republika Slovenija je na Teharjah, zato da ne bi v Ljubljani. Spet branimo mesto heroja. Na smetišču praktično. Ampak potem pa pride, se pravi, mi prevzamemo komisijo, če rečemo ta generacija 2005, in se odločimo za dotik mrtvih, za vstop do posmrtnih ostankov. In to podre razmere do konca in v nekaj letih v bistvu se začne razvijati cela mašinerija. Arheologija, urejanje, označevanje, topografija in tako naprej. In potem 2006, v teh letih Janševe prve vlade, Huda jama. Marec 2009. In seveda, to so vse prizori kulturne vojne. Dajte, zmerom se spomnite. 20. april na Hitlerjev rojstni dan mesto Ljubljana poimenuje Titovo cesto.
politično ranki Danilo Türk reče drugorazredno. Manipulacije so drugorazredne, če odkriješ resnico. Ustavno sodišče prepove Tita, volitve odnesejo Danila Türka, ampak blokada je neizmerna. Meni je bilo strašno čuden gledati gospoda Svetlika, ki je zdaj še podpredsednik Zveze borcev, Ivana, minister za delo, kako je poskušal hudo jabo zapreti, veste, da se da duhove ujeti, pa zaklent, takole zaklent. Kaj so, oni so to ponovno zapirali? Seveda, smo stali od 2009 do 2015 je bila huda jama zaprta. Ampak to, poglejte, mrtvi delajo v vsem tem času. Izjave Sazuja, izjave pisateljev, izjave neprestano trkanje razpadajočih mumij na vrata v plastičnih gajbicah. To ni, veste, mrtvi imajo svojo moč. In potem seveda pa intervencije še predsednika Pahorja, izkop 2017 pogreb, 1410. Ampak potem pa spet se začne, jaz moram reči, tukaj Cerarjeva vlada sprejme ta zakon o prikritih vojnih grobišč in pokopu žrtev in je do covida se ogromno uredi. Vse, kar vemo, potrjeno, se uredi v naravi, se kople naprej in potem Mitja Ferenc pravzaprav 2010-2015 od hude jame do hude jame, a ne? In potem za 2015 do 2022 od hude jame do Macesnove gorice. Jaz ne razumem, ti si poražen do konca. Tito zgine, Türk zgine, mrtvi ven stopijo, odkorakajo na Britov in se pokopljajo. Ti pa ponoviš vajo. Če je bila huda jama medijsko popolnoma sprejeta, vsi so poročali o njej, cel svet. Macesnovo gorico so to, kar se reče dominantni mediji, popolnoma blokirali. Tišina. Ker tukaj so pa Slovenci, ne? Slovenci in 3450, to je 80 kubičnih metrov posmrtnih ostankov. Kdo zdrav se lahko norca dela? Ob tem, da se nam zdaj zgodil, da je to vidno, v Evropi je vidno. Ja. Smo imeli in to peticijo in resolucijo, ki trka na slovensko zdravo pamet. Ne, tile norci prepovedo dan spomina in celo Muzej slovenske osamosvojitve. Je pa to retro, da lahko stopimo v čas pred letom 90. Ja. Ampak nedvomno je to odgovornost Milana Kučana, Zorana Jankovića in pa tehle marionet mladih, polpismenih, moram reči, ta levica je, kar se tiče vedenja in človeškega občutja, je nekaj tako zavoženega, da ne morem razumeti. Čudem se, jaz bi tako rekel, recimo smrt verjetno Potrča, pa Kocijančiča celo. Oni dva sta bila kolikor toliko razumna, se je dal pri vojnih zakonih kaj dogovarjati. Ja. Tile norci, ki so pa zdaj prišli ob tem, da se ve, ta golobizem, ne, kot pojav, ta svoboda nesrečna, bi včasih bi rekli, veoma so slobodni, ne, bi bil prav znaka. Oni ne vedo, da se sramotijo, oni bredajo v veliko moralno govno, s temi svojimi gestami. To je ta faza, ne vem, da sploh ne vem. Ne. To je najhujša. Ja, no, ampak tukaj, se pravi, to je, poglejte, to je vse 800 strani. In potem to je zdaj izide na Hrvaškem? Ja, in kdaj izide? To je že, v začetku februarja bo predstavitev z vsem hrvaškim establishmentom. In potem tudi v Sloveniji, prevod. Ja, veste kako, v Sloveniji bo pa dopolnjena z vsemi grobišči in kot vidite, mi smo vzpostavili tehnologijo, mi smo dejansko luč upanja za Balkan in nedvomno, vam bom tako rekel, jaz sem v predavanje lansko leto v Budimpešti in pred mano so bili Poljaki, pa Moldavci, in Poljaki imajo za to 40 zaposlenih in tako naprej. In so jih 2000 prekopali, pa je prvi zgor, povem, 9000 prekopali gor dol. In pa je prvi Poljaka meni rekel, joj, prostite, nisem vedel, veste, če ne se ne bi tako hvalil. Ne. In dejstvo je, veste, jaz ne vem, zakaj ne bi, mislim,
načelno bo v tem muzeju komunizma v Washingtonu bo vzpostavljena balkanska sekcija in bomo pač s kolegi, zlasti Srbi in Hrvati, združili znanje in predstavili te dogodke svetu. Jaz ne vem, kaj lahko Ljubljana kot mesto heroj naredi, da ta resnica ne bi šla po svetu. To se pravi, recimo skozi Slovenijo, ob koncu vojne so se premikale vse te vojaške formacije, potem so bile tudi vrnjene, Hrvaške v glavnem iz... Ali ustavljene na meji. Ja, ali pa ustavljene iz Pliberka, Hrvati so prišli. Povejte nam v številkah, koliko je zdaj Hrvatov v Sloveniji, mrtvih leži po teh jamah, koliko Slovencev, koliko Srbov, kaj sploh imamo? Jaz kako je, prebivalstvo Slovenije je približno 15 000, to vemo, 1% prebivalstva. Koliko je bilo pobitih? Je pobitega, ob tem, da je do leta 50 pa še par 100 sodnih umorov, Za Hrvate je pa tukaj težko dati točno oceno, nedvomno je nekaj 10 000, Se pravi, teh 13 000 Hrvatov, ki jih vrnejo iz Vetrinja, gre preko Jesenic. In Simo Dubeč je za rok rekel mojih 13 000 Hrvatov. Vemo, da je tezno 15 000. Samo en ta protitankovski jark, da je zraven par teh bombnih kraterjev, da je v Mostecu odkopanih 500 in nekaj, da je verjetno še 2000, da je še povsem neodkrit celoten krakovski gozd. Potem je težko ta linija od Dravograda proti Sisku, koliko je na slovenski, koliko na hrvaški strani. Razmeroma neznano je število nemških vojnih ujetnikov. Ampak govorimo o 10 000. In v nadaljevanju raziskav, zdaj se pravi, smo reči, da tukaj je eno od problemov je dejansko ta, da hrvaška država ne zmore ene temeljne odločitve, ki je bo te, mimo trenutno oko 500 hrvaških skeletov, ki čakajo na odločitev, ali bodo pokopali v Slovenijo ali prepeljali na Hrvaško in tako naprej. Srbi se pod Vučićem ne da nič meniti, s Črnogorci so zanj imeli en prvi sestank, a bodo kaj ali ne bodo, ampak imajo pa Črnogorci odličen popis umorjenih. Po dnevih skoraj v Sloveniji pa ki je, več kot 4000. To se bo... Kamniška Bistrica, ali kako? Eno je Kamniška Bistrica, drugo je pa Zidani most plus Pohorje. Tako da je pa seveda za njih simbolno, je Kamniška Bistrica najhujša, ker jim pobijajo skoraj vso duhovščino tam. To se pravi, čeprav predvidevam, tale knjižica 35 let dela komisije, to je zdaj še vse čaka komisijo, to, kar ste zdaj. To je prihodnost te komisije. Ja, kako, jaz bi rekel, da smo prišli iz teh faz državljanskih vojn, recimo ena bo še tale, da mrtvi iz Macesnove Gorice, umorjeni Romi in še kdo, da naredijo red in da začnejo robantati partizani, Da bi tudi oni... Da hočejo en red imeti, pa spodobnost. To bo že, to bo skozi, to je kulturna vojna. Ampak osnovno pravilo, da obstaja organ, sektor za vojne grobove in grobišča, ki pod enakimi pogoji skrbi za vse grobove, je pa to že stvar v bistvu ene spodobne administracije in teh strokovnih standardov. Verjetno bo zahteval kakšno dopolnitev predpisov, zlasti pravilnik o grobiščih, pravilnik o pokopališkem redu in tako naprej. Ena od odprtih vprašanj je prav gotovo identifikacija. Marija Velikonja, ki je iz družine Velikonja znana, se pravi, je visoka ameriška uradnica, bila tudi delala na vojnem sodišču za bivšo Jugoslavijo, bo skušala organizirati DNK bazo, se pravi bazo genotipov za žrtve iz Amerike in prej ali slej bomo mogli mi vzorčati te desne stegnenice, ki jih zdaj hrani forenzični laboratorij policije v Škofji Loki in ko bo ta datoteka vzorcev vzpostavljena, bo treba pa omogočiti tudi sorodnikom, da začnejo iskati. Ampak tukaj je nekaj pravnih. Ampak skratka,
naj se razvija. Ne? No, ampak koliko je še teh trupel, ki še ležijo v teh jamah? Ne? Zdaj navajate že te okostja, stegnenice, ampak nekaj še leži, ne? Veliko tega. Seveda se večina grobišč je samo označenih in osnovno načelo je, da ne izkopavamo, dokler se države naslednice ne odločijo in one plačajo izkop potem. Zdaj, en tak primer je pogajanje z Avstrijci za te leše, a ne. Potem je, Hrvaško sem že malo omenil, od slovenskih teh velikih lokacij je nedvomno Stari Hrastnik nedosegljiv, verjetno je bolj za urediti, ampak seveda večina še leži. Večina čaka in je tudi vprašanje, ampak čakajo, ne bežijo. No. Ja. No, v tej obsežni knjigi, 800 strani, ali koliko ste rekli, ki izide na Hrvaškem in tudi potem v Sloveniji. Če sem prav videla, je tudi mogoče, malce sem prej preletela, omenjeno, kdo je dal zdaj ta ukaz, ne, kako je šla ta poveljevalska linija. Tam imate Tita v tem znanem govoru z balkona pravne fakultete. Ne. Torej, kako je zdaj s tem? Nam lahko pojasnite, kdo točno, a zdaj vemo, kdo je dal ukaz? Jaz mislim, da je tudi tukaj kolega Jamnik piše v tej knjigi. Povsem jasno je, da je to je najbolj pomembna operacija partizanskega gibanja in komunističnih oblasti. Tudi najbolj perfektno speljana. Nobeno bojno delovanje ni bilo tako organizirano in tako masovno uspešno, kot je bilo tole. Potem je udeležba enot in odgovornost je tudi tukaj v tej knjigi so in tiste, recimo, blef, ki eni se branijo, da je Tito ukazal, da z ujetniki lepo početi, ampak ne. Bilo je samo, kdo jih ubija, no, in selekcionira nič drugega, da bi se kaj lepo z njimi počela. Ne. In tukaj so pa že tudi konkretni primeri, zlasti za Tezno in še nekaj, kjer so pa in dokumenti enot, ki so pobijale, in zanimivo tudi kakšno pričevanje človeka, ki je bil zraven. Tako da to se odpira. No. Ja. Ampak ta komisija, ne, ki zdaj praznuje 35 let, tudi ta je imela neke priče, ki so pričale. Kako se je končalo s tem? Kaj je bilo tu? No, jaz mislim, da je kriminalistična preiskava je dala tisoče dokumentov, tisoče zaznamkov, ki so bistveno pripomogli k odkritju. Jaz mislim, da je bil ta poskus Pavla Jamnika, da se začne resna preiskava proti Miti Ribičiču, je bila pač preprečena s falzifikatom in z več kot dvomljivo odločitvijo sodišča, ampak sodba zgodovine se piše, no. Pač Miti Ribičič je kriminalc pa konca, ne, sej tukaj ni. Cela garnitura je pač taka, je tista Kardeljeva depeša zadosti značilna, ne, pobijajte, amnestija bo, pobijte prej, ne, da navpoj, no, se tudi po amnestiji pobijali, seveda. Potem je povsem jasno, da je da je več kot ta kolektivna odgovornost, ki so v krvi ga ujet, zakrviti ga, ne, je bila pač taka, da so popise saj slovenskih bodočih žrtev so dobili krajevni odbori oblasti nove in so odločali o njih. Ne, ravno zdaj je izšla ena knjiga zanimiva o govoricah in tako naprej, Milana Bučarja o žitnem zrnu, žitnem klasju pšenične police, in v tej cerkljanski občini ena vas ni dala svojih pobit. Vsi ostali so jih pa dali pobit in so jih čakali mladoletne, ki so bili sošljenišči, da so jih pa brniški gmajni čakali in pobila. Ne. Tako da tukaj je razmeroma, se bližamo temu stiku med storilcem in žrtvijo. Ampak se ne da danes nikogar na odgovornost poklicati. Se pravi, piše se sodba zgodovine, dejstvo, mislim pa, da je generacija, ne, ki je to storila, je odmrla. Ne. Storilci so mrtvi, tako se je že mnogo svojcev žrtev. Ja. Ni več, ampak bi pa le rekel, da je ena logika, ne, iz katere moramo izhajati, je, da je vse to skrivanje, vsa ta diskriminacija, segregacija, stigmatizacija mrtvih in živih
To je pa tisto, česar se pa moramo danes osvoboditi. To se pravi ribičiči, sinovi. Ne samo sinovi, tudi, veste, mi dva sva govorila o tem komunističnem strahu v Gatah, in tam seveda je bila partija pač mehanizem, ki ni zmogel preživeti. In to bomo mogli sprejeti. To je hudo za žrtve, ki so hoteli imeti tako grozno partijo, pa vidiš, da je to eno šlampasto skrpucalo, nasilno, zverinsko, ampak butasto in obsojeno na smrt. To je težko sprejeti na partijski strani in na strani žrtev. Ampak ko sem jaz delal tale pregled tega, kakšne posledice pušča ta nasilje, bi tudi tukaj generalno gledano rekel, in ta podnaslov je v bistvu glavni naslov tukaj. Titoizem, porast nasilja. Porast nasilja, ker ta substanca človeška je to zdržala. Ti ne moreš reči, da nič nismo vedeli. Kakšna žalitev je to za enega sina, za hčerko, za ženo, za starše. Pa kaj ste nori, da ne bo nič vedel? A veste, in imamo materialne dokaze na tržiških pokopališčih, sem ravno nekaj delal, je vsaj 48 zamolčanih žrtev ali kot kenotaf ali pa pokopanih v družinskih grobovih. 48. To pomeni, da so se ljudje množično uprli skoraj. Tej izbrisu, damnacijo memorije. Ampak ne gre, moramo si pa zavedati, koliko je to škode povzročali. Koliko ljudi ni v šolo smeli, koliko ljudem so umorili vsako človeško dostojanstvo, že v šoli, že s tem preprečevanjem normalnega življenja, koliko jih je mogli zaradi tega bežati v tujino. In ves ta spekter, končno preganjanje jehovcev, preganjanje homoseksualcev, preganjanje žensk, kot vse to se sešteva. Vse to, ta beg pred resnico Milana Kučana in druščine, se sešteva v tak zelo enostaven. Se me zanima, če bi umetna inteligenca napisala Titoizem, porast nasilja. To je nič več ne rabiš. To sodi popolnoma ob bok vsem raziskavam, ki jih poznamo za vzhodno fronto, za holokaust, za Goriba. To se je dogajalo v stalinistični fazi titoizma in tudi kasneje tudi v Sloveniji. No, pa recimo, če malce razdelava zdaj to se pravi, med vojno se je dogajala komunistična revolucija, ta je pobijala Slovence v imenu komunizma. Koliko so tu pobili Slovencev? Poglejte, vojne bilance je treba predvsem sešteti tako, da je okrog 2% mrtvih je v državljanski vojni. Ta spopad je bil tudi zanikan in še zdaj, recimo, kakšni kolegi kot Prenkin, ampak 2%, se pravi 30 tisoč približno. 30 tisoč med vojno, samo revolucija. Ne, med in po vojni. To pomeni, da je okrog 25 tisoč jih povzroči komunistična stran, 5 tisoč protikomunistična. Strašen je to, da je ki je leta 2018 so naju z možino skoraj pojedli, pač ker sem rekel, da več pobijajo po vojni kot medno, več neoborožene kot oborožene in več Slovence kot okupatorji, saj med vojno. Se pravi, je nekaj tisoč civilistov umorjenih, se pravi, da je 6-7, tukaj bomo še iskali, ampak številka raste, je razmeroma malo v medsebojnih spopadih in potem je ta strahotni maj-juni 45, ki je brez primerjave v slovenski zgodovini. To je najhujši bratomor vseh časov, kjergakoli naroda v zgodovini tega prostora. Ali je to genocid? Veste kaj, genocid je zdaj vprašanje, je nedvomno za to skupino, ki je bila namenjena uničenju, to se pravi vojni ujetniki predvsem, plus nemška manjšina, še sej tukaj je nekaj fines potem. Romi 42 je porajmos. To je tudi kolega Komac, ki se na te stvari pozna, potrjuje. Nedvomno je to nezastarljiv zločin brez primerjave. Vojni zločin, zato ker pač vojni ujetniki sodijo pod vojni zločin tudi po konvenciji. In odstotek umorjenih je pa nepredstavljiv. Sej
to prekaša Auschwitz in vsa uničevalna taborišča. Zato je tisti temeljni obrat spet. Najhujši uničevalni koncentracijski taborišči za Slovence v vseh 3 totalitarnih režimih je Šentvid nad Ljubljano in Teharje pri Celju. Ali pa Bukovžlak, bi bilo bolj natančno. Bukovžlak pri Celju. Sej ni treba zelo pameten biti. Dajmo začeti o tem razmišljati. In 2% je tako, kot imajo Američani 2% v državljanski vojni in Španci. In oboji imajo neizmerne težave s prebavljanjem, predelavo obeh svojih bratomorov. In dajmo, bodimo obzirni in to vzejmo na znanje. Ampak ne tako, da bežimo v ene pravice, da branimo mesto heroj, da lažemo, da v Ljubljani ne bodo mobranskih spomenikov in take uslarije. To preprosto ni res. No, in vi ste seveda tudi šli v Hudo jamo, ne? Če prav razumem. Ste šli? Seveda smo vodili. Veste kaj, zdaj, če gremo spet nazaj, jaz sem hodil kot predsednik komisije, plus Marko Štrovs, ki je takrat, takrat ga je odnesel, tisti, ki je rekel, da sem umatil, da se upokojenci bojijo, ga je to tisto odnesel z mesta državnega sekretarja in je prevzel vodenje tega sektorja za vojne grobove in tudi so ga tukaj iz službe vrgli na koncu, a ne, treba to vedeti, žrtve so padle, ampak Marko Štrovs, jaz sem hodil od urada do urada in kaj je Huda jama? Na rudarstvu, na industriji, gor in dol. In tako bledih uradnikov še v življenju nisem srečeval. In nič mi noben ni znal povedati, dokot je Huda jama, kdaj je bila zaprta, kaj naprej pomeni sem pa kaj. In tako, da smo vstop v rov smo naredili kot reševalno akcijo za začetek. Potem je bil pa seveda problem, kako to pelati. In to raziskave prevzel Muzej novejše zgodovine, ker sem bil direktor. In se je kopalo od avgusta 2008, november, posebej so bile volitve, konc leta, in sva z gospodom Markom Štrovsom se ravno poslovila. No, pogoreli smo, pa gremo, pa me čez en čas pokliče, pa pravimo, da denar smo dobili za Hudo jamo. In denar je šel na Muzej novejše zgodovine. Zakladnica takrat je bila Alenka Bratušek, če smo natančni. Seveda pa se je pa začel v svet muzeja so pripeljali Pirjevca in Repeta, Božota, kolego. In jaz sem dal na eno korespondenčno sejo, da se Huda jama dela in so potrdili. Pa se pa Božo Repet tako razburil, da je odstopil od Hudega, ampak pa je pa recimo klicala Majda Širca, kulturna ministrica, veš, se ne moramo to narediti, to ne bo, to ti ne moš. To je vas klicala? Sem rekel, se veš, ko je, to ne boš ti odločila, pa ne jaz. Pa je šlo naprej. In potem seveda hoče to povedati, da ta gverila je na en način skozi v teh postopkih zraven, ampak ta hip je zadeva tako znana, tako upeljana strokovno. So 2-letni razpisi za sonde, 2-letni razpisi za urejanje itd. Ko bo ta velik projekt registra narejen, se ne bo treba nobeno več politično vtikati v to. Ampak povejte nam, kako je to bilo? Kaj ste vi takrat doživeli? Kako ste šli noter? Kaj je bilo videti? Poslušajte, tukaj je, sej nimamo kaj. Huda jama, jaz upam, da je zdaj pripravljamo razstavo v urejeni jami, je bilo razmeroma pomembna dela so bila upravljena, ko bo razstava postavljena in tudi dogovori z občino Laško lepo tečejo, upam, da bo zdaj v nekaj mesecih odprta za javnost. In to pomeni, tako vam bom rekel, učink zdaj, ko je Huda jama urejena, ali pa prej, ko je bila groba z vsemi temi mrtvimi, z tisto neznosno muko teh ljudi v njihovi smrti in tega, je učink ravno tak. Zame, jaz bi rekel, ko greš noter,
si ne želiš, da bi bil tam ne kot žrtev in ne kot storilec. In to je izkušnja, ki jo moramo podeliti si med sabo. Takrat so herkulsko delo opravili forenziki Inštituta za sodno medicino, kriminalisti, rudarji, drugo fazo 2016-2017 avgusta, arheologi, in jaz upam, da bomo počasi tudi dokumentarc pripravili, ker smo posneli in vse. In takrat se bo pač videli, da ta izkušnja, ki jo je tudi Mehmedalija Alić, ki je vodo delal v jami, delil z nami, on je iskal v jami svoje brate, ki so zginili v Srebrenici. Ta odkritje teh dekliških las je pač, tukaj mogoče je le, pa je bil dokumentarni film posnet, pa knjiga. Tukaj se le razvija ena kultura odnosa. In jaz bi rekel, da je Milan Venišnik, ki je bil načelnik Ozne za Celje, so ga leta 1984 povabili na centralni komite, pa še na notranje ministrstvo. Njemu se je odpeljal takrat skoraj, to je leto 1983, tovariši mi ne zaupajo. In je začel besno pisati, mlad človek, in je mogel pobijati. In prav, stalno so z Ljubljane pritiskali name, da premalo pobijamo. In je napisal, ta nesrečna skupina žensk. To se ne bi smelo zgoditi v Teharjah. Spregledal sem. In se je decembra 1984 ustrelil na bregu Ljubljance. Tu imamo najbolj te dotike, ki kažejo, da ne bomo ušli, te stvari, te duhove moramo sprejeti. Ja. Ampak recimo zdaj Huda jama, to se pravi, živi ljudje so bili porinjeni v jamo. Streljani, ampak dejansko tako, da se že določene drže, tudi v tem vodoravnem, ko roka drži protezo nožno, druga, te recimo, ko utrpnejo v teh pretresljivih držah, kažejo, da je bila to huda agonija. Nekateri so tudi živi bili zakopani. Vsaj eden, umiranje je bila agonija. Se to tudi iz drugih grobišč vemo, ker je opitje, jokanje in tako. Ampak vsaj eden od teh nesrečnežev se je po tem glinenem zasipu plazu odkopaval, odrival z enim kosom te kretance, odrival to pred sabo in potem obtičal in umrl tam, mislim, da pri 8 pregradi. 11 pregrad je tam. Ja. Torej, to, kar je res tako grozno za videti, pa so te ženske kite. Menda, da je več 100 metrov ženskih kit v Hudi jami. Ne. Tukaj po antropološki analizi je vsaj 6 žensk, pa 5 vprašljivih. In tudi fotografije ženskih kit govorijo okrog 20 teh kitah. Ja. Kdo so te ženske? Kaj so one naredile? Jaz bi rekel, da je, če je ta hipoteza, da je to ta skupina Venišnikova, so to Slovenke iz Teharja. Ena možnost je sicer, da ker iz Teharji da so vzeli tudi proti Mostecu. Zdaj, v Teharjah se pa približno ve, koliko žensk je zginalo. Koliko? Teh naših, se pravi, ne tele, pač ta skupina, ki ni čisto poimensko določena, ampak se ve, da je en del mladih deklet zginil. To se pravi, zdaj nekje sem brala in tudi mislim, da v tej hrvaški knjigi, da je tudi zelo veliko, kar nekaj kilogramov, da tako rečemo 20 do 30 kilogramov predmetov na kvadratni meter. Je to točen podatek? Ne, bilo je na Cesnovi Gorici je bilo recimo okrog 70 kilogramov teh sežganine in teh drobnarij v vrtači, predmetov je več kot 10,000, ampak je to res vsak gumbek popisana. Največ opreme je pravzaprav recimo v 2 hrvaških lokacijah, to je en del odkopanega
okrog 170 umorjenih v letališču v Cerkljah, kjer je bilo treba zaradi investicije, ampak tam je še okrog 900 neodkopanih, in pa Košenca pri Celju, kjer so bili očitno s celotno opremo umorjen, je pa nekaj na 307 Hrvatov. No. Tako da drugače je pa v glavnem to zelo Evropano. So bili pred smrtjo Evropani, kar se je dalo. So še jih izropali, recimo kakšno verižico ali karkoli. Ja, se vidi, da recimo tako je, pač ta roparski instinkt je povsod enak. In mi imamo vsaj 2 primera, ko je na morišču so najdeni zlati zobje sledovi klešča. Tamle pri Sevanci pa na Kočni je Pavel Jamnik najdel. Tako da ta ropanje je bilo do konca. Ubili in oropali. Zdaj seveda vse skupaj sodi tudi pod neko analizo titoizma. Ta titoizem, kdo je pravzaprav kriv za vse skupaj? Katera ideja, kater mit, kaj pravzaprav tišči to resnico navzdol? Veste kako, se pravi, že v tej razpravi, v tej knjigi Komunistični strah, sva poudarila, je le poudarjeno, da pogoji so taki bili, da je jeza se nabirala in da je del te mladine, ki je radikalizirane, ki je to revolucijo izvedel. Ampak dejstvo je, da res spet, jaz mislim, da lahko res, če ustanemo in poskušamo razumeti, da je to poraz nasilja, da je vse to, kar so s tako ihto delali drugim in sebi, ni nikamor pelali. Jaz zdaj, ko delam povzetek iz teh komunističnega strahu v Gatah, naprimer, ena primerjava je, če vzameš 10 zapovedi, Božje ime je to, jaz bi prevedel, da v komunizmu nisi smel misliti, ker takoj, ko si mislil, si ti je nekdo zameril. Spoštuj Gospodov dan je pač bilo pitje in jedenje na debelo, kar se je dal, jemanje na kar se je dal, se pravi ta bolj epikurejski del. Pač, če gremo malo naprej, naprimer spoštuj očeta in mater, bi jaz prevedel, uvajajo očeta in mater, pa ne samo očeta in mater slehernika in tudi sebe. Se pravi, te ne ubijajo, se iz tega vid ubijaj, to je vrlina. Čim več ubijaš, večji jaz si. In končen. Če vzamemo pa ne želi svojega bližnjega blaga, smo pa že na tem, da je bilo najhujš to, da je bilo to zaželjeno bližje blago kar tam čez na zahodu, in da je ta Coca-Cola socializem tudi pojedel samega sebe s svojim neuspehom. Je bil le ta, bi rekel, ta užitkarski ali pa potrošni segment, ki je na koncu prevladal, ker kakšne večje duhovne ambicije ni bilo. Tista železna zavesa je padla na švercanju džinsa, kave, banan, rock'n'rolla, džeza in tako naprej. In vse to kaže, zdaj, če vzameva, se jaz mislim, da je le ob 35-letnici republike se pa moral nečesa drugega zavedati. To, kar se zdaj tako spet ta kučana umita, kaj je on. Ne, iz partije, če bi še en let ta agonija trajala, partije ne bilo več, se že tako četrt ljudi in več ven izstopili, pa je bilo neaktivnih, pa gor in dol. Štrajkov, to, ki jih je bilo zadnja leta komunizma, ni bilo ne prej, ne potem. Se pravi, kompleten delavski razred se odpre. Ob JBTZ, se pravi Janša Borštner, Tasić Zavrl, četverici, odbor za varstvo človekovih pravic 200,000 upornikov nabere. In Kučan je vedel za vse pa lagal. In ne samo, da je vedel, vedel je, da je izgubljen. Je pa to, da se je vsak normalni človek more bežati. Če te 200,000 ljudi protestira, vse fabrike štrajkajo, bankrot popoln, pa še Srbi te malo haklajo okrog. Na podlagi tega popolnega bankrota je ostala ta nova svobodna Slovenija. Karkoli obrnemo, in tisti geniji, ki so tistih 5 minut zgodovine ali pa nasmeh zgodovine, kot pravi gospod Peterle ujel, to je spet antipod tega našega. Se pravi, če bi to
titoizem, porast nasilja je upor proti temu nasilju, mentalni upor, zavrniti to kulturo, to civilizacijo nasilja, je zadost. To pomeni, gre pa za zdaj, če s tem sva začela, za začetek je spoštovati treba mrtve in se do njih lepo obnašati, pa je pa še med živimi tudi, če bi se dalo. No, ampak glejte, če ni drugega, se pa nekemu kipu Tita odžaga glava. Očitno je ta stvar tako močno tli v ljudeh, da pravzaprav ne prenesejo več teh simbolov. Ne? Ja, veste kaj, jaz bi le rekel, da je tale rezanje glave je v bistvu en dober joke. Jaz ne vem, če so nam oni uprizarjali tele hude jame, pa vse tele spektakle, skrivalence in gor in dol, je bilo to narejeno vsem pred očmi. In jaz bi le dal primerjavo s to selitvijo teh kipov z Brda v Pivko, kipi v Pivki so lepo na varnem, ljudje si jih ogledujejo, si svobodno ustvarjajo mnenje od njih. Tukaj v Velenju je pa stvar dejansko te interpretacije, ampak po odločitvi Ustavnega sodišča leta 2011 se je s Titom nehalo po Sloveniji. Kaj hujšega ni bilo. Zanimivo je, da kakšni lokalni biznismeni koledarje tiskajo z buržujskim Titom, debelim in s cigaro, da je nekaj tega romanja v Kumrovc, pa mogoče v Jajce, pa v Beograd. Ampak to so malenkosti. Ta kult je škripno, nima nobene moči več. Kaj boš? In tale spektakel s to glavo je pa pokazal, da so se eni na smrt ustrašili, da morajo pa oni to takoj urediti. To je ista norost kot bolnica Franja. Za bolnico Franjo jo odnašajo vode od njenega začetka. Odnesli jih, tudi to sem že pisal, kolikrat je že. In tam ni nič več izvirnega, če so zelo natančni. Ampak dal bi 9 milijonov, to je ena največjih investicij v slovenskem muzejstvu za Disneyland, za fake. Ampak največja moje začudenje je pa, da verjamejo, da se da Triglav ukrotiti. Tam dol od Triglava navzdol bo skozi erozija sila, poplave bodo, skale se bojo valile in vse te pregrade, ki so jih zdaj za take milijone naredili, bodo čez kar en določen čas kmalu polne, pa se jih ne da sprazniti. In bo spet zgrmel v bolnico Franjo. Sporočilo, kakšna je pa razlika med bolnico Franjo ali pa bolnišničnim sistemom Soške fronte, pa stvar dogovora, kdo je bolj trpel, ali iz Krna, prenesti nekoga v dolino ali tam iz enih gozdov okrog v Franjo. In to tam, ampak na Soški fronti ne enega, ampak 10, 100 tisoč in več, tukaj pa pač 500. Se pravi, iz tega liliputanstva delati zdaj take investicije, ki so v bistvu naprej izgubljene, to mene čudi in logika tega strahu, da moramo pa nekaj čuvati, nek bo pa že nekaj, je bila tudi pri popravilu tele nesrečne glave. No, pa tudi to zdravnico, mislim, da Franjo Vidovec so pa ravno tako je udba. Ja, no sej, pa tudi kakšnega neprimernega bolnika so ubili tam pa gor in dol, če je bilo treba. Ampak tukaj gre za to, kaj bomo dosegli, da bo ta kip tam le stal Titov. Kakšen čudež se bo zgodil. Ne vidim, da bi množice romarjev tja hodile, polagale roke gor, da bi se pozdravili, da bi se boljše razumeli, da bi jim Tito letino dal, da bi fabrika šla, da bi, ja ne vem, kaj se zgodilo, ali pa da bi levica zacvetela, tudi ta polet Aste Vrečko na Čebine ni mu zelo vidnih znakov priprošnje ali pa zahvale, kaj je tisto sveto ali pa mogočno na Čebinah. Ampak vsekakor sveta je osamosvojitev. Imamo 35 let države, pa nimamo muzeja osamosvojitve, pa nimamo nobenega spomenika, imamo tam nek trg bivše revolucije, zdaj republike, spomenik revolucije, jaz moram reči, Kardelja, Kidriča. Tukaj je ta spopad za vrednote, je dejansko, nismo reči, zdaj, ko smo v Hribarjevi vili v Cerkljah po zaslugi
župana Čebulja, ki je vilo odkupil od banke Gorenjske in smo v njej uredili zelo lep občinski muzej. No, se mi imamo slike, bomo pogledali malce slike od Hribarjeve vile, pa boste lahko malce komentirali. Ampak skratka... Ja, to je ta vila. To je ta imenitna vila, ki jo je banka preuredila za poslovne namene in zdaj bo kot muzej za arheologijo srednjim vekom in etnologijo v zgornjem delu, v tem levem delu, ki ga tukaj vidite, tako imenovana kadilanca, ta pokrita terasa, je pa tudi muzej osamosvojitve, se pravi Gorenjska za demokracijo in republiko je naziv. In tukaj, ko se spustiš en nivo niže, se začne spet zgodovina čisto na novo. To je treba vse narediti. In če vzamemo, naprimer, da je na Gorenjskem 14.000 članov odbora, posameznih, individualnih, za varstvo človekovih pravic, partija ima takrat 9.000 članov, se pravi, jo že povozijo. Da je na Gorenjskem ustanovljena prva Amnesty International v vzhodnji Evropi, da je prvi opozicijski časopis Demokracija prve številke 3 pri Gorenjskem glasu, da je France Tomšič vodil stavko v Litostroju. In potem se začne... To je zdaj del tega muzeja, ne? To je ta zbirka. Tole je pač notranjost te Hribarjeve vile. Bova videla tudi z odprtja, to, o čemer govorite, to je bilo decembra lani, ne? Ja, 26. decembra. To je starinska slika. No, ampak vidite, to so vse ti elementi meščanstva, ki so zginili potem. Ampak Hribarjeva vila je vseeno bila leta 86 odkupljena v razmeroma dobrem stanju. Ja, in odkupila jo pa ta banka, Gorenjska banka. Ja. No, takole je bilo pa na tem odprtju decembra. Tukaj je zdaj že tudi, se pravi, hiša zdaj je zaživela, ima eno odlično kavarnico spodaj in tudi se lahko, če gremo kar naprej, mogoče. In tukaj je župan Čebulj, se pravi, tukaj smo reči herojsko delo, da se je za to odločil, za tako investicijo in hišo odpreti javnosti in kulturi, in tudi seveda v osamosvojitvi. To je akt rezistence, ni nenavadno, da v republiki... No, to ste pa vi, ne? Ja, pogledajte, zdaj Janezom Janšo, ampak če pogledate tistole srednjo, se ne vidi tako, ampak ta srednja priponka, te priponke so čudovit dokument rasti volje po državi. In ta zgornja smo iskali priponko, ko bom velik, bom carinik na Kolpi, pri vseh, tudi, kaj je gospod Pipistrel, je delal, Boscarol je delal priponke. Ampak jo nima, je prav to delal, in mu težave zaradi njih. Ampak tukaj je pa okrogla zid, spodaj je modrina in piše Kolpa. Aha, tam prva srednja, prva vrsta. Zid na Kolpi, Je pa to, ne boš več. No, in potem pridejo seveda nove stranke, ampak nove stranke, kdo so newcomerji? Demosovi. To je substrat ostalo. Tista preoblečena levica, ob vsej dragocenosti liberalne demokracije ali pa Zveze socialistične mladine, je na Gorenjskem značilno, da volitve leta 90. aprila kot prelomni dogodek je dejansko pravzaprav popolna prevlada demosa. To je atipično, ampak vsi ti ljudje, to bo bil 35-letnici, se lahko zavedali. Jaz pač sem bil Radovljičan, sem bil takrat tudi, takrat smo LDS, oziroma ZSMS LDS je imela koalicijo z Demosom, ampak jaz bi rekel, da vsi, ki so takrat vodili izvršne svete in skupščine, po občinah bi danes zaslužili posebna priznanja in spomenike, ker niti ena občina v tistih prelomnih dogodkih osamosvajanja, plebiscita, vojne, ni se zlomila. To se pravi, cela Slovenija na nek način je skupaj z Demosom šla v osamosvojitev, samo ta ostanek Kučan in nekaj teh njegovih, neka tovariši, ali kako bi človek rekel, oni zdaj samo še blokirajo. Ja, seveda in poskušajo in podcenjujejo ta postopek. Ampak ta velika akcija je nedvomno potem plebiscit. Ampak spet odločen v Poljčah, odloči Demos in potem se pridružijo ostali. Hvala Bogu. Oddaja orožja
16 občin ne odda orožja, od tega so 4 gorenjske od 5. To je impozantno. Na Gorenjskem imamo generala Slaparja, imamo ministra Kacina, takrat legendarnega, imamo poveljnike Petra Zupana, teritorialna obramba Ivan Hočevar. Vse to so ljudje za spomenike. In ta gorenjska vojna je pa, to ni naivno, to je vsem gre. Ta največja tankovska kolona na Brnik je spopad v Trzinu, na Brniku so bombardiranja, je cel kup zgodb, ki zaslužijo pozornost. In dal se je pa tukaj vse narediti nekaj novega, ker je Mirko Kunšič, fotograf, prispeval cel kup fotografij, ki so omogočile eno projekcijo. Dodatna vrednost te razstave je pa spet na pobudo oziroma spet investicija župana Čebulja, je pa, da je Eva Tršar Andlovic je naredila prve 3 kipe za galerijo gorenjskih osamosvojiteljev, se pravi France Tomšič, Ivan Oman pa France Bučar. In to so stvari, ki preprosto jih lahko vsak naredi. To se pravi, na nek način sodi muzej osamosvojitve v ta prostor gorenjski. Sodi, mislim, se povsod sodi. Ja. Se tukaj so prišli na otvoritev tudi Štajerci, so se že zagrizli. Da bi tudi oni imeli. Bi bilo dobro, da bi tudi kaj naredila. Ja. Nedvomno je poudarjanje vseh teh elementov, se pravi civilno-družbenih, političnih, vojaških, institucionalnih in gori dol. Pa to je eno čudovito obdobje, kjer na ruševinah tega nasilja, udbovščine in tako naprej. In tukaj se ne da izogniti. Ti lahko še tako biografijo Milana Kučana pišeš, eden bo pa le mogel upoštevati Igorja Omerzo, pa Kučan in Udba, Kučan in Janša, Kučan in jesi. Pa konec koncev vse njegove javne govore, no. Pa se to je javno povedal, da Slovenija ni nikoli bila njegova intimna opcija. Se to je vse govoril. Pravzaprav tukaj pa moramo le. Če bi se ta samoupravni novorek razvil do konca, tudi mi ne bi več govorili slovensko. Če vzamemo ob 40-letnici, ob 40-letnici tega ustanovnega sestanka Slovenske partije na Čebinah, je Milan Kučan mu govor, ki se ga preprosto ne da več v slovenščino prevesti. Mi, če bi ostali v samoupravljanju, bi govorili novorek, ki ne bi razumeli več ne sebe, ne drugega. In če bi ta gospoda, novi razred, prišel na deželo, ga noben ne bi razumel. Kmetje bi pa poskušali reševati slovenščino, če bi se dala. Ampak se razume, da ni bil za osamosvojitev, ne? To se že razume. Ne, problem je ta, da on se mu ne zdi nič sporenega, da je uporabljal tajno politično policijo prej in da z vsemi sredstvi še zdaj obračunava z Janšo. Njemu se ne zdi nič sporenega, da laže, kakšen vojskovodja je bil, če mu je pa vojske ni imel, če je vse pogorel. Razorožil. Tudi to se da pogovarjati. Vse te zgodbe o velikem vojskovodju odpadajo. In kljub vsemu te mere teh slovenskih politikov, tega velikega dogajanja sta v bistvu ostaneta samo Drnovšek in Janša. In po prerani Drnovškovi smrti je pač Janez Janša v JBTZ, se pravi, na njem se lomi komunizem. Janez Janša je zmagovalec, je vojskovodja obrambne vojne, je toliko in tokrat predsednik vlade in 2-krat predseduje Svetu Evropske zveze. Večjega ni. Ja, torej, lejte, zdaj imamo 35 let države, 35 let dela te komisije. Torej, povejte nam, kaj bi se moralo zgoditi, da bi mi resnično, tako kot je treba, obeležili to obletnico in da bi konec koncev zadihali, oziroma, kot je rekla umetna inteligenca, da bi pravzaprav, da bi v bistvu lahko dihali svež zrak. To je ta vaš citat. Ne, kaj jaz bi rekel, jaz mislim, da svežega zraka, občutenje te tesnobe je pravzaprav pretirano. Če primerjamo, kaj smo začeli 90 končen pri zgodovini in kaj vemo zdaj. In rezultati so. Neomejeni. Mislim, to starega sveta je konc.
In še tako bi rekel, kdor hoče vedeti, lahko ve. Ampak na državni ravni, na simbolni ravni. Ja, pa ste kaj, dokler imamo to obupno zadrego, da ta stara garda ali pa mentalno stara garda, da ti konzervativci, no, jaz bi rekel prav starokopitneži partijski, da tudi ti novodobni roboti. Srednjeveški. Pač preprosto, ta ropotija bo se mogla zrušiti vase. Koliko bo pa še stroškov, je pa težko reči, ampak tukaj kakšne bližnjice ni. Ampak na osebni ravni lahko vsak nekaj naredi, da zadiha svež zrak. Je na razpolago. No, seveda, tu so zdaj te 3 knjige. Ena govori o 35-letnici tudi te Državne komisije za prikrita grobišča, potem je tale Prikrita grobišča Hrvatov v Sloveniji in tudi ta vaša knjiga, ki smo jo tudi že omenili. Se pravi, naslovje ni bilo, lahko smo obstali in stojimo, pa titoizem, poraz nasilja. Ja, no, to je temeljni pregled posledic. Kaj je zdaj glavno sporočilo, ki se še vedno, to je glavno vaše sporočilo, ki veje iz teh knjig in je pravzaprav vodilo za prihodnost? Če veste, kako je dokazno breme ali pa dokazna kvaliteta zakladanca spomina je tukaj, obstaja znotraj strok in znotraj javnosti, znotraj politike in tako naprej. So pa vzpostavljene te fronte kulturne vojne, ki jih bomo tudi še lep čas gledali. So pa razmeroma normalne in če ne bo hujšega, bomo tudi to preživeli. Ja, ampak vendarle, Asta Vrečko je rojena, mislim, da leta 1984, ob osamosvojitvi je hodila v 1. razred. To, da je šla ona v Čebine, pomeni, da pravzaprav nje šola ni naučila nič. Kako je se, če pogledamo, kaj je Reva napisala, je res očitno, ji šola ne more pomagati. No. Ona je pač, včasih so za popita so rekli, si lahko omejenega uma, to je pa tudi eno tako ihtavo vreščalo, ki vsebine nima, zgago pa dela še malo. Ja, ampak v izobraževalni sistem bi lahko postavili več tega. Seveda, ampak to je zdaj spet, tukaj je problem teh, jaz kot vidim, en večjih slovenskih težav je, da se v slovenskih družinah o teh stvarih ne pogovarja, v šolah se tukaj odkrito ne pogovarja, ampak stvari pa delujejo. No. Jaz če bi tako rekel, zame bi bilo seveda pomembno, ker ta razprava tole, kar mi zidamo, je stvar bolj pretežno zahodne Slovenije. Če pa gremo na vzhod, za Štajerce je pa najbolj usodna tema seveda prisilna mobilizacija v nemško vojsko, kjer so se dejansko lomile usode več 10,000 fantov, tudi več kot 10,000 mrtvih in brez teh ne bilo partizanščine štajerske, in pa seveda nemška manjšina. Z odhodom Nemcev pač Štajerska izgubi eno civilizacijsko potenco in morebiti imamo tudi zato bogati zahod v Sloveniji pa revni vzhod. Ampak tudi tukaj so jo Štajerci mogli zmigati, da bodo te probleme sami odprli. To je na nek način tudi naloga nekih intelektualcev, da ne bežijo od tega. Ja, seveda. Enostavno. Ampak ta hip je ta beg v to, bi rekel, digitalno humanistiko je malo prehuta. Ja, s tem smo začela z nekim citatom, ki ga ni, ne? Dobro, v redu, gospod Dežman, zdaj zadnji citat, zadnji stavek ne bo pa vaš? Ne, jaz bi samo rekel v upanju, da bodo novi rodovi prevzeli to, kar jim zapuščamo, naj v miru dosežejo svoje. No, doktor Jože Dežman, najlepša hvala za to predstavitev in za vaše komentarje. Tudi vam hvala za povabilo. In hvala za pozornost. Nasvidenje.